Dobro jutro. Dobrodošli na Radio MTK, ki oddaja iz pete dimenzije na valovih megahertz, in to vsako jutro od 7 pa do 9, 10, 11, kakor nam pele energija, dobra vola, včasih pa zapeljamo kar do 1, 2, kar maratone imamo včasih. Zanj smo bili do 3:30, marička, včasih prav podivjamo, ampak ja, načeloma je ideja, da se srečamo vsako jutro in vsako jutro najdemo kakšno dobro špurco, kakšno dobro idejo, kakšno ugotovitev o tem, kako svet funkcionira in kaj se gremo, kaj se dogaja v naši zavesti, kako izgleda. Pravzaprav ideja je komentirati preporod, komentirati vnebovzetje, komentirati dvig zavesti, komentirati stanje na tem svetu, kako izgleda ta proces viden z očmi in kako izgleda proces občuten navznoter, kako je to videti navzven za tridimenzionalno oko brez dodane lastne zavesti in lastne izkušnje, in kako izgleda ta proces za ljudi, ki to spremljamo na nivoju 5. dimenzije, torej na nivoju občutenja, na nivoju zavesti, na nivoju ponovne, pa ne bom rekel vzpostavitve, ampak samo dojetja, da smo pravzaprav ves čas povezani z našo višjo zavestjo, z našim višjim jaz, z našim stvarnikom, kakorkoli to imenujemo. Vsekakor iz sveta ločenosti se spajamo nazaj v enost. Temu lahko rečemo, nisem jaz kvantni fizik, delač od tega, niti nisem kvantne fizike dobro razumel, mi je pa jasno, da je to nekaj, kar se razloži skozi kvantno fiziko ali pa skozi nebroj zgodbic, doživeti, občutkov, opisov, orisov raznih umetnikov, ustvarjalcev, glasbenikov, slikarjev, pesnikov. Verjamem pa, da ima vsak človek, ki je živel to stanje, bi imel o tem marsikaj povedati, kaj ti gre za orisovanje občutkov. Tle so ratale in filme in pravljice in risanke in knjigice in pesmice in vse sort v življenju je nastalo, da bi ljudje razumeli. Ideja vsakega človeka, ko se enkrat prebudi v to zavedanje, kdo si, je vedno želja po tem, da zbudiš ostale. In prav taka želja se je zgodila v meni 2 leti pa pol nazaj, ko sem rekel, jaz moram se je več, 5 let nazaj, ko sem rekel, jaz želim ljudem pomagati razumeti, in od takrat naprej se aktivno angažiram. Zadnje 2 leti pa pol, oziroma zdaj bo vsak hip bo 3, torej od maja meseca pa je to že 3 leta, se pravim, kjer se na dnevni bazi skušam nekako angažirati in razložiti, kako jaz te stvari vidim, kako jaz te stvari občutam, kaj je pomembno, kaj moraš in česa ne smeš, da do tja prideš. Ena izmed takih mojih lastnih izkušenj je bila, da ko sem doživel ta, večji preboj, zdaj drugič ali tretjič, ne spomnim se, mi je bilo meni samo eno vprašanje, kaj ne smem početi, da se meni to stanje, ta občutenja, to, kar občutam, da se meni to ne ugasne, česa jaz ne smem. Ne kaj moram, ampak česa ne smem, ker zgodilo se je samo po sebi. Ne vem, kaj je bil vzrok, mogoče situacija v življenju, da rečeš, ne morem več, to tako več ne gre, nekaj tukaj več ne gre. To je bila recimo preboj, da se je zgodil sam po sebi, ideja pa bila, česa ne smem početi, da bom to vzdrževal. Pa kljub vsemu nisem našel tega ključa, takrat še ne, danes pa je vse bolj pogosto slišati, kaj moramo in česa ne smemo, in o tem se pogovarjamo na dnevni bazi. Mene je do vsega tega pripeljala želja po raziskovanju in včeraj sem dobil eno tako dobro iztočnico. Vsi poznate križanke in vsi poznate sudoku. Jaz načeloma križank ne rad rešujem, kajti žal pač ne vem, kako se imenuje reka v severni Peloponeziji, recimo, pa ne vem, kako se imenuje pisatelj, uspešen francoski pisatelj iz obdobja renesanse. Žal jaz teh podatkov, informacij
nimam. Sudoku mi je pa lažji. Sudoku pa se mi zdi, da kakorkoli je težak, vsak sudoku je rešljiv, a ne? In to s pomočjo številk od 1 do 9 uporabo logike in nekako se to zlagajo stvari. Veš, da 9 tam na neki točki ne more biti, pa 6 tudi ne, pa 4 tudi ne, lahko pa obstaja 2, 3, 1 in tako naprej. Ampak ne veš še, katera številka tam je, zagotovo pa veš, da določene številke tam niso. In na tak način reševanja sudokuja, reševanja te uganke, nekako spremljam situacijo na tem svetu, nekako probam si razložiti in razumeti stvari, kam stvari grejo, in iz tega naslova sem za določene stvari 1,000,000%. Za določene stvari pa puščam odprte, ker ne vem, in tisto, kar ne vem, nikoli ne trdim. Tisto, v kar pa sem prepričan, pa z veseljem z vami podelim. In ideja radia je, da si podelimo med seboj spoznanja, razumevanja, kakšno imate vi izkušnjo, kako vi stvari vidite, da si bomo lažje zložili ta sudoku skupaj čim prej začeli doživljati tisto pravo biti, primarni biti, ki mu rečemo tudi 5. dimenzija. Sicer pa je to naše naravno stanje. Ni naše naravno stanje strah. Strah je konstrukt, narejen strani nizko vibrirajočih biti, torej ljudi na nizki frekvenci, ki so v strahu, in strah je nekaj, preko česar je bilo človeštvo vodeno tisočletja. Propaganda je pri tem močno pomagala. Zdaj za povrh je dodala še medicina in mediji, indoktrinacija in propaganda. Ti famozni virusi, nekaj nevidnega, nevidna sila, ki mori. Mi smo ugotovili, da nevidna sila, ki mori in je nam nevarna, niso virusi, ampak je narcizem. O njem se pogovarjamo na dnevni bazi mnogo, zaradi tega, ker kdor ne razume narcizma, je lahka žrtev. Te bom rekel, hude manipulacije, hudega izkoriščanja ljudi, ki imajo v sebi pomanjkanje samozavesti, odločnosti, empatije, predvsem jim manjka empatije, hlastajo po pozornosti, hlastajo po drami, lačni so drame, želijo čustveno reakcijo od nas dobiti in nas na tak način z določenimi, bom rekel, prijemi lahko iz človeka izdrenirajo dušo in za sabo pustijo pravo čustveno razvalino. In bom rekel, rekonvalescenca, ozdravitev od narcizma je dolgotrajen in boleč proces, pa vendarle ni nemogoč. Predvsem je mnogo lažji, kadar vemo, da ta človek, ki nas je spravil v tako situacijo, dostikrat žrtev sama sebe sprašuje, le s čem sem si jaz to zaslužil, pa zakaj jaz, pa vse sem dal pol pa takole. Ne gre za to, da si to zaslužil, gre za to, da ob sebi imaš človeka, ki ima tendenco te uničiti. Torej, sovražnik je bil ves čas blizu, ves čas je bil tukaj in lepo počas nas je grizu, kot človeka počasi uniči slaba vest, strahovi, jeza, sovraštvo, negativno razmišljanje in dvomi. Dvom je ena zelo negativna stvar in dvomov bi se mogli vsi čim prej losati. Ampak kaj? Na tem svetu v zadnjem mesecu se aktivno dogaja, koliko je 9. ali 10. dan vladavine predsednika Trumpa, ki je podpisal do danes že 300 executive orders, torej izrednih odločb, in v teh 300 odločbah je zapisanih mnogo odredb, vseh ne vem na pamet, niti jih nisem nikamor zapisal, ker jih je nebroj, mogoče pa vendarle pride en dan spisek vsega tega na kupčko, da vidimo, kaj vse je že v proceduri. Današnja najnovejša je ta, da je rekel, napovedujem konec šolstva in univerzitetnega izobraževanja. Konec šol in univerzitetnega izobraževanja. To je pa nekaj, kar v bistvu nakazuje na to, da v bistvu ruši ta, bom rekel, indoktrinacijski proces in druge, kot vse skupaj ugasniti, to sploh ni, Ampak kdo pa bo ljudi izobraževal, kdo pa jih bo navadil pisati, risati?
To je pa drugi segment, kjer v bistvu se mnogo dela na nivoju umetne inteligence in dvomljivci spet pravijo, to je nevarno, to je grozno. Trump je v bistvu sovražnik naša, ne, in je psihopat in tako, in včeraj smo se veliko pogovarjali. Evo ga. Res je, sem jaz vedel, da me v nosu žgečka. Pogovarjali smo se o tem, da je nevaren za njih. Nevaren je za tisti svet, ki je človeštvo uničevalo. Ne? Jaz sem si danes napisal zjutraj, da uničevanje človeka in človeštva se je končalo. Uničuje pa se uničevalce človeštva. Olala. Torej, kdor zdaj v današnjem času, nekako smo imeli, bom šel od začetka, nekako smo imeli ljudi, ki smo jim probali v zadnjih letih razložiti, kaj se dogaja, kaj se spreminja na tem svetu, da prihaja do velikih sprememb, pa so ljudje rekli, pa nič, pa to, pa nič se ne dogaja, pa kaj se greste, pa teoretiki zarote, pa se veste, da to ni to, pa vidite, da resnica je grozna, ne? In so se delali neumnega, nekako niso hoteli sprejeti določenih dejstev, ignorirali so informacije, ki bi njim pomagale razumeti, pomagale bi njim osebnostno rasti, pomagale bi jim odmakniti njihove notranje strahove, pa vendarle so vse to ignorirali. Pa smo rekli, ok, prav, če nočete pač nič, mi napredujemo, če se vi nočete učiti, to ne pomeni, da se mi ne bomo, če vi nočete razumeti, tudi to ne pomeni, da mi pa ne bomo želeli še malo bolje razumeti, mi bomo želeli razumeti in smo se poglabljali v stvari, razumeli, ne razumeli, iz prve že ne, kot pri sudokuju, ne veš točno iz prve, katera, kje, kaj, kdaj številka pade. Pa vendar, v zdajšnjem trenutku znam prebrati oziroma ujamem, koliko negativnih komentarjev čez Trumpa in to od ljudi, ki imajo totalno prazne timeline. Torej njihova časovnica, govorim na Facebooku, je prazna, v isti sapi pa ima mnogo zapovedati pod komentarji, te bom rekel negativnosti, negotovosti, te površnosti, bom rekel fokus na nekaj, kar ni, ne fokus na vse tisto, kar je, torej iskalci negative. To imam občutek, da so posebna vrsta ljudi, ki v bistvu ima idejo iskati, kje je negativa, in na to negativo se palijo. In ker je negativa ena taka pogosta stvar v tej družbi, sem prav objavo prej naredil, narava negativnosti. Sekundo sem, da najdem, kje to imam, sem že zgubil, valjda tako jaz tako izgubim, kaj naredim, želim in tako. Evo, piše, narava jeze. Večino ljudi jeza zasvoji, ker je zaradi nje njihov ego se počuti, ker se zaradi nje njihov ego počuti pravičnega. Negativa, zagleda negativa, njim se zdi, njihov ego je zdaj zadovoljen, da on pa je pravičen, ker je zagledal tam nekaj negativnega in se počuti upravičenega do tega, da sam sebe izpostavi kot žrtev. Kazanje s prstom na drugega je veliko lažje kot pregledovanje lastnih senc. Človek, ki je na svoj timeline nekaj napisal, je dal iz sebe. Ego nikoli ne da iz sebe resnice in vedno neke druge linke šiba. Vedno samo od nekoga drugega tera. Nič svojega, se nič ne rečem. Tudi jaz od drugih podelim stvari, ampak tudi kaj svojega. Ne? Mnogo svojega, pa še kaj od koga drugega. No in osvoboditi se zasvojljivega primeža ni lahka. Je pa ključen korak k osebni rasti in bolj zdravim odnosom. Ne? Negativnost ni dobra, ne za tistega, ki je negativen, ne za tistega, ki mu je bila negativnost podeljena. Ne? Izberite raje namesto tega empatijo, namesto ega, razumevanje namesto agresije in rešitve namesto obtoževanja. To je zdaj kar stvar zelo pomembna in mi se ves čas učimo v svemu mogu naći nešto lepo. Vsaka situacija v tem življenju ima dve plati. Vsaka. In dokler iščemo negativno stran, bomo s tem zadovoljeni. Sej itak vsi na tem svetu negativno gledajo, ne? Ne, ni res, ne gledamo vsi negativno, nekateri se močno
trudimo iti iz negative pogledati v pozitivo in tako. Ko so začele izhajati slovenske novice, je kazalo, kot da je svet na robu propada, kajti vse je grozno, šokantno, škandalozno, nedopustno, jaz ne vem kaj, na prvih platnicah vedno nekaj groznega, a ne? In zato so se te novice prodajale kot za med. A ne? In negativen, ko enkrat rečeš, pa jaz tega sranja ne bom bral, ne? Jaz novice so mi bile v začetku tudi meni dobre, pa sem rekel, pa dobro, pa ne se zabavati, pa ne more vse to tako biti. In ko ugasneš negativo, ugasneš poročila, ugasneš radio, nehaš brati cajtnge, nehaš verjeti negativcem, ko zagledaš negativno novico, jo enostavno preskočiš, ker ne želiš v sebe dobiti te, bom rekel, negativne konotacije, ne glede na to, ker ljudje imajo za to vedno dobre argumente od zadaj, samo da je negativnost, ne, izpostavljena. In ljudje zelo radi širijo in negativo in dvome in ne padajte na to, lepo vas prosim, dajte iskati. V kontekstu bom vam še enkrat razložil, zakaj je naslov jutranje oddaje Reševanje uganke. Namreč razumeti situacijo, kakršna je trenutno v svetu, naj si bo strani Amerike, naj si bo strani svetovnega razpadanja tega babilonskega rimskega imperija, a ne, Romanov, a ne, Nov Rim je bil po Romanovih iz dinastije carske, ruske, pa sem šel predaleč. Skratka, vse to razumeti je kot neke vrste sudoku, a ne. Za razliko od križanke ne rabiš imeti čisto vseh informacij, ne vem, kdo je bil najboljši slikar v jugovzhodni Nemčiji v srednjem veku in kdo je bil, kako se imenuje reka v severni Gruziji, pač to so neke informacije, ki jih jaz nimam in zaradi tega jaz enostavno križank ne rešujem. Sudoku pa ja, ker v bistvu imaš možnost od številko od 1 do 9 v vsakem kvadratku, vsake vrstici, v vsakem stolpcu in nekako se da razbrati, katera številka pride na katero mesto, katera številka na katero mesto pa absolutno ne pride. In zaradi tega, ker doskrat je, recimo bom dal za primerjavo ravna pa okrogla zemlja, ne, ker se še vedno okrog tega pregovarjamo v 21. stoletju, ko je toliko in toliko vseh možnih meritev podatkov, pogledov, razumevanj in tako. Ne kakšna je zemlja, kakšne oblike, ampak kugla ne more biti. Tako kot pri sudokuju veš, da na določenem mestu številka 2 ne more biti. Tukaj 2 tle ni, pa 5 tle ni, pa 8 tle ni. Je še ostalih 7 števil možno, ampak te 3 zagotovo niso. In enako je v tem svetu za mnogo stvari, ne vemo, kaj so, vemo pa, kaj zagotovo niso resnične stvari. A ne? In mene zelo veseli, bom rekel, sestavljanje te večje slike, torej sestavljanje puzzle, oziroma po drugi strani reševanje uganke. In smo v reševanju uganke in ves čas, vsaj jaz, s pomočjo raziskovanja, razumevanja, želim to uganku rešiti. Ne bom rekel, evo, rešeno. Ne? In me veseli, da to raziskujemo tudi skupaj ob takih jutrih, kot je 30. september, 30. januar, torej pred zadnji dan novega leta 2025, še en dan pa že pademo v februar, pa še 2-krat se obrnemo, pa bodo zvončki in trobentice, še 3-krat se obrnemo, pa bodo razpuščene vse vlade sveta in razpisane nove volitve po celem svetu, kajti to, kar imamo voditeljev po celem svetu z izjemo določenih velikih predsednikov, v mislih imam Čipinga, Putina, Trumpa, Salmana, Mundija in tako, vse ostalo je skorumpirano, ne? Do amena. In morajo te vlade ima, da vse razpadejo in da se zgodijo nove volitve in mi smo se že pogovarjali, na vrhu nikoli več ne moremo in ne smemo dopuščati človeka, ki ima narcistične lastnosti. In narcistične lastnosti so tista stvar, ki jo moramo nujno znati prepoznati že po najmanjših možnih pokazateljih, mar ne? Ego zelo rad pade v dvom, a ne? Dvom se mu blazno dopade in kajti dvom je nekaj, kar je velika želja manipulatorja, da te spravi vedno, manipulator ti vedno pusti odprte nazore, nima jasnosti na koncu, tako dvoumno je. Mi se veliko pogovarjamo o
nedvoumnosti in dvoumnosti. In dvom je dvoumnost, D-V-O-umnost, ne? Dvojnost. In dvojnost no go, jasno, razumljivo in s pozitivno konotacijo. Moramo se zavedati, da smo v vojni in če bi v vojni bili, recimo, če si predstavljamo zdaj le ruzak pa puško in gremo, kaj bi bila naša motivacija? Da bomo umrli ali da bomo preživeli? Okay, verjetno, da bomo preživeli. Ampak vedno obstaja, tako kot pri smrtcih, nek negativc, ni prekleto, je bil negativc, ne vedno, vse mu ni bilo zmrdal, kako je že bil, skozi grdo brda. Ampak biti optimističen v teh najhujših momentih, tudi na rešilnem čolnu, če si pesimističen, vsi bomo potonili. Ja, poton ne, kaj zdaj čakaš? Ni, vsi bomo, ne bomo stari, zato ker mi smo na čolnu rešilnem zaradi tega, ker se hočemo rešiti. Ja, pa kaj bo z nami? Ne vem še, zdaj smo živi. In nekako ta pristop moramo nekako vžgati v življenju, resnično smo v vojni, v bitki za preživetvenem, ne modu, gre za preživetje in mnogi ljudje smo se ega že rešili, mnogi se ga pa bojo in ego je tisto, kar v bistvu ne sme preživeti in pa se tako bori, da bi v bistvu potopil s svojim potopom tudi tiste, ki smo se ga rešili. Taka paradoksalna situacija je, ne? Ego v nobenemu človeku ne sme preživeti, kaj te egoistov mi v prihodnje ne smemo imeti. Skratka, biti optimistični, to je za nas osnovni ključ in dvome moramo odstraniti. Večkrat smo rekli, smo v procesu in v času, kjer je preizkušana naša vera in naša trdnost. Če imamo o tem, da gre svet na bolje s pomočjo belih klobukov pod kontrolo Trumpa, če imamo mi to špuro jasno noter, ne vemo točno, kateri vse so koraki, ki jih ne moramo vedeti, vse je logično. Ampak če imamo mi to jasno začrtan, potem ga ni dvoumneža, negativca, rušilca, ki bi nam to vero zamajal. Dokler pa mi v sebi beremo novice, Trump je v redu, Trump je baraba, Trump je v redu, Trump je baraba, Trump je baraba, pa to Trump je tudi tako kot Hitler, Trump ne bo nič naredil, Trump je diktator, pol tebi vera pade. Zato ti ne smeš sploh gledati negative. Jaz sem Trumpa pregledal toliko, da vem, da je naš. Pa vam iskreno povem, da sem v recimo zadnjem tednu se tudi jaz parkrat nazaj vzel, sem rekel, 100 mater, what the fuck je zdaj s tem maskom? Shit. Ne mi reči, da sem bil narobe. Prišel je trenutek, ki me je zamajal. Pa sem ugotovil, da v bistvu dejansko, lahko se motim, ne me za besedo držati 100%, ampak lahko se zgodi, da v bistvu točno Musk je antikrist, ta prvi, ki bi nas vse počeperal, dal na elektriko, številka X predstavlja 6, pa ima on X kot Twitter, ne? Pa ima SpaceX, pa ima Tesla X, pa ima XX, vse povsod XXX 666 in obstaja verjetnost, da točno Musk je bil gonilna sila v ozadju, mogoče je on prav prva violina vsega tega, kaj se je dogajalo v ozadju oziroma v ospredju od korone dalje. Obstaja velika verjetnost, to je moje razmišljanje, ne ga vzeti zdravo za gotovo, mogoče se izkaže drugače, mogoče pa tudi ne. Bomo videli, včeraj smo rekli, da gre za Juda Iškariota, za izdajalca in tako, ali pač tudi ne, kajti negativo je treba samo transformirati, ne? Torej tudi umetna inteligenca, ki jo ima pod kontrolo, oziroma je veliko investiral sam Elon Musk, tudi, bom rekel, napredna tehnologija je del Elona Muska, torej temne stvari, ki jih je tam razvila, mogoče sploh niso tako slabe, samo v pravo smer jih je treba obrniti. Zdaj, še en udarc okrog umetne inteligence, Amerika naj bi v to investirala koliko? 500 milijard. Zdaj pa prišel DeepSeek, Kitajec, ki je pa to naredil s pomočjo koliko pa par milijonov. Spet nekaj odzadaj, nekaj čudnega. Torej ta sudoku varianta, ki že misliš, tlele bo pa zihar sedmica, se izkaže, da sedmica tam ni. Hočem reči, da se ene stvari, ampak
nas to v tem trenutku niti ne zanima, konc koncev. Lahko spremljamo, lahko malo planiramo, predvidevamo, v tem trenutku pa to na nas ne vpliva. Imamo umetno inteligenco, ki nam pomaga risati, ki nam pomaga odgovarjati na vprašanja, ki nam pomaga reševati razumevanje, ne vem, če pišete, kako je izgledal rimski imperij, pa rečete to znotraj enega izmed programov za umetno inteligenco, vam kar nariše tak, kaj se že reče, miselni vzorc, tako da vam je zelo hiter jasen. In to je ena izmed stvari, ki bo verjetno napredovala v smeri izobraževanja ljudi. Ljudje ne rabijo hoditi ne v šole, ne v univerze in to je tisto, kar nam je Trump zdaj nakazal, da bo ukinil šolanje. Ne? Zdaj kdaj, kako točno, ne vem. Jaz sem si zaželel, da v bistvu se šola septembra ne bi začela že leta 24 in že leta 23 sem mislil, da sploh ne bodo šli otroci v šolo 1. septembra, no pa stvari drugače funkcionirajo, ne? Zaradi tega v prihodnje ne moramo pričakovati, da se bo v enem mesecu ali pa v enem letu mnogo ljudi začelo odpirati po srcu. Ne bojo se, oni želijo biti vodeni. Vodeni, mi smo rekli, človek že je voden strani srca, ima svoj moralno-etični kompas in po srcu se ravnati je tisto, kar je pravilno in to nas uči in Jezus in po njemu še mnogo ljudi, ki sem vam jih že milijonkrat in povedal in opisal in tako. Torej, v mojem življenju so imeli največjo vlogo glasbeniki, pevci in konec koncev misleci, a ne? Ostali pa so se obračali potem, kot se je množica obračala, ne? Niso se zanašali na sebe, ampak so se zanašali na tako kot ostali. Nekako so delovali podobno kot nekdo drug, ki je že kao uspešen, pa je pa bogat, pa lep, pa ima lepo ženo, v tem kaj. Niso vedeli ljudje, da se je od zadaj dogajala kraja in manipulacija in tako. Ampak ljudje so sledili nekateri, le redki so sledili samemu sebi, mnogi pa so sledili množicam in voditeljem, ne? In so se raje pregovarjali, ali je levi voditelj ali desni voditelj boljši, ali je rdeč ali je plav, kateri bi bilo bolj boljša, ne? V bistvu sta bila oba navadno člana iste horde, a ne? To je bilo do zdaj. Zdaj pa imamo na samem vrhu Muska pa Trumpa, to pa ni tudi približno ne več isto, a ne? Ampak okej. Ljudje v prihodnje bodo če dalje več nas je, ki smo rekli, ja, po srcu se moramo ravnati, če je prav, ne glede na to, tudi če vsi ostali narobe delajo in če ni prav, me ne zanima, ni prav, tudi ne glede na to, če vsi delajo. Delati po lastnem moralnem etičnem kompasu. Ker imajo ljudje težavo s tem, torej imajo zablokirano srčno čakro, imajo tudi verderban, razštelan, bom rekel, moralni kompas. Za te ljudi pa je potrebno, da jih nekdo vodi in v tem primeru imamo zelo, bom rekel, zelo spodobno tehnologijo, ki se ji reče umetna inteligenca in ljudje bodo lahko sledili ali umetni inteligenci ali bodo sledili lastnemu srcu in dokler ne bodo zmogli slediti lastnemu srcu, bodo sledili umetni inteligenci, ki jih bo, če bi bila napeljana na negativni mlin, seveda bi jih peljala v klavnico, zdaj pa se ta svet spreminja, jih bo pripeljala pa v nekaj dobrega, da bodo počasi začeli se sestavljati. Torej, svet se ločuje na umetno inteligenco in na srčnost in jaz verjamem, da bo če dalje več ljudi pristopili tudi na srčno stran, ko bodo videli, kje se nahajajo, do takrat pa s pomočjo umetne inteligence, a ne? In vam dajem na znanje, mnogo ljudi se težko uči, pa novitete, pa ovo. Dragi moji, umetna inteligenca je nekaj, kar kdor tega ne bo vsaj delno razumel, kaj je catch, kako te stvari funkcionirajo, kaj je na razpolago, kaj se z umetno inteligenco sploh da narediti. Ne bo niti dojel, ali je voden, ali je nevoden, ali sploh ne bo dojel razlike, toliko je to subtilno. Je pa res, da umetna inteligenca nima lastne izkušnje. Ona lahko opisuje, kako dobra je jagoda, ampak jo umetna inteligenca nikoli ni pojedla. Enako je z orgazmom, enako je z občutki empatije in tako, vse to ona lahko opisuje, lastne izkušnje pa nima. To pa je razlika med srčnostjo in nesrčnostjo, a ne? Načeloma je tako, ko sem jaz zvedel za narcizem, se je meni življenje spremenil. Pogled na svet, oziroma razumel sem, zakaj so določeni ljudje delovali, kot so delovali, zakaj se je meni življenje odvijalo, kot se je odvijalo. Ko sem jaz prepoznal narcizem, se je zame poklopilo vse.
od posameznikov do kompletnega sistema matrice. A ne? In kdor do danes o narcizmu nima kaj povedati, a lahko upravičeno trdim, da je sumljiv. Ne? Upravičeno, ker toliko časa, ko se pogovarjamo o narcizmu, pa nekateri ljudje pravijo, ja, pa ti, Matej, znaš povedati, stari, če si doživel narcizem, stari, imaš za povedati z milijon kotov. Ne pa, da nimaš kaj, ja, narcizem je nevaren, daj odjebi, stari. Mislim, res to so globoke stvari in narcizem je največji virus, ki ga moramo prepoznavati in če ga ne, stari, smo njegova žrtev nemudoma. In žrtev si pa nemudoma, ker hlepiš po nekomu, po biti z nekom. Ko se ti poravnaš s tem, da si srečen sam s sabo, da ne rabiš za svojo srečo nobenega in nič, takrat v bistvu si za narcizem nedosegljiv in nisi lahka tarča. Kadar pa ljudje se počutijo ranljive, kadar so sami, takrat pa so za narcizem lahka tarča, ker narcist najprej, ki pride, ti ponudi varnost, ne? Pa obljublja lepo prihodnost, ne? To se zlaže itak. Ampak ja, Tina, se strinjam in hvala lepa. Več takih bi mogli biti, ne, oziroma nekako vas spodbujam, da bi vsak izmed nas, če bi bilo tako, bi zdaj 40 objav bilo danes napisanih na temo narcizem, če bi bila ta moja teorija, oziroma če bi bilo to, za kar se ljudje izdajajo, da so, če bi bilo to res, bi danes vsak napisal eno objavo in bi bilo 38 novih objav na TikToku v slovenskem jeziku o narcizmu, pa jih ne bo. A ne, pa jih ne bo. Zakaj že? Zaradi tega, ker ljudje nimajo poguma. Kje pa se pogum skriva? Pa v srcu. Kaj pa je v srcu? Pa avtentičnost. Torej, kje imamo težavo? Z narcizmom ali z avtentičnostjo? Bumf. Ne? A vidite, kako so stvari povezane eno z drugim in prav je, da razumemo, da dokler ne bomo srčnih stvari odprli, dokler se ne bomo odprli temu svetu in rekli, ne boste me ranili več nikada. Ne? Da se to vam dokazujem, da se to da. Pa še marsikdo, nisem edini, ki to dokazujem. So let me say this. I'm so sorry that you're such a pathetic little fucking bitch. Did the cussing hurt your delicate fucking ears? My deepest apologies. I didn't realize I was dealing with such weak, gutless, fucking pieces of shit. I hope you can forgive me for not fucking catering to your worthless fucking opinions. But let's be real. If a few swear words are too fucking much for you, then the issue is your pathetic fucking ass. Not my words. I'm not here to fucking tiptoe around your comfort zone or sugarcoat fucking reality for you. If you can't handle some raw, unfiltered fucking truth, grow the fuck up and stop acting like a little fucking bitch. I'm not going to apologize for speaking my fucking mind, and I'm definitely not fucking changing the way I talk because you're too fucking soft to deal with it. If you don't like it, there's the fucking door. Go back to whatever fucking bubble you came from where everything is so fucking nice and safe for you. So here's my final apology. I'm sorry you're so easily fucking offended. I'm sorry you're such a worthless, sensitive little fuck that a few cuss words sends you running. But most of all, I'm sorry that you think your fucking opinion on my words matters to me. Newsflash, fucker, it fucking doesn't. So if you can't handle it, fuck off.